Pozdravljeni. V zadnjem briefingu bomo skušali ugotoviti vse tiste zanimive točke pred veliko nagrado Rusije. Kot običajno, tudi tokrat bo prispevek razdeljen na 3 različne dele. V prvem delu se bomo osredotočili na samo dogajanje kvalifikacij in danes bo kar precej zapovedati o tem argumentu. V drugem delu si bomo malce ogledali ritem, v tretjem delu, kot običajno, tista moja osebna napoved strategij. Začnimo kar z dogajanjem na kvalifikacijah, oziroma tudi malce prej. V Sočiju je tokrat vreme izjemno otežavilo nalogo vsem organizatorjem. Videli smo tiste napovedane padavine in prav je bilo, da so prvo dirko Formule 3 prestavili na petek. A kljub vsemu, ker sem v živo spremljal dogajanje, vam moram priznati, da na začetku prenosov je bilo vreme še znosno. V nekaj minutah se je situacija pokvarila, kot da bi se utrgal vlak. In tako je odpadla dirka Formule 2 in druga dirka Formule 3. A odpadel je tudi tretji prosti trening. In to je pomembno. Namreč športni pravilnik Formule 1 določa, da prosti treningi naj ne bi odpadli. Namreč časovnica je nekako razporejena od trenutka, ko se določen prosti trening konča. Ko se konča prvi prosti trening, sta 2 uri in pol do začetka drugega prostega treninga, nato najmanj 19 ur med koncem drugega prostega treninga in začetkom tretjega prostega treninga, ter 2 uri od konca tretjega prostega treninga do začetka kvalifikacij. Kolikor tretjega prostega treninga formalno ni, tudi kvalifikacije ne bi smele začeti. To je možno interpretirati pravilnik, oziroma tako ga interpretiram jaz. Da napačno, ampak kolikor pogledamo dokument, ki so ga izdali pri Formuli 1, bomo videli, da tudi oni so takega mnenja, čeprav tega odkrito ne povedo. V zadnjem stavku tistega dokumenta je nekako določil, da je tretji prosti trening odpadel, smo videli, da ravno formalno tretji prosti trening se je zgodil, čeprav tega nismo zapazili. In zopet smo prišli do tiste točke, kjer bom sam kritičen. Mihael Masi ponovno dokazal, da ni vešč položaja. Ko bi situacijo rešil na bistveno bolj eleganten način. Začel tretji prosti trening pod rdečo zastavo, ki bi trajala 60 minut. Tako bi pravno formalno izvedel prosti trening, čeprav brez aktivnosti na progi. In sedaj mnogi boste rekli, da malček preveč kompliciram, ampak če so pravila v Formuli 1 takšna, se jih moramo držati ne glede, ali so pametna ali neumna. In zopet smo videli, kako malo je potrebno, da situacija nekako zdrsne čez tisto mejo legalnosti. In zato je bilo potrebno poudariti tisto točko v citiranem dokumentu. Pojdimo raje na dogajanje. Če se spomnite naših 2 prejšnjih prispevkov, sem tam povedal, da razmerje moči se bo lahko spremenilo glede na vreme in pogoje same proge. Namreč na prvem in drugem delu kvalifikacij smo videli, da je bil Mercedes bistveno hitrejši od vse ostale konkurence in uporabljali so tiste pnevmatike za vlažno progo intermediate. Medtem ko v trenutku, ko so vozniki zamenjali pnevmatike za vlažno progo s tistimi brez profila mešanice soft, se je slika obrnila. Videli smo fantastični pole position za Landa Norrisa.
obliž na tisto dogajanje iz velike nagrade Italije, ko je bil primoran nekako se zadovoljiti z drugim mestom. Poleg njega v prvi vrsti Carlos Sainz mlajši, ki je tudi dal izjemno lepo lekcijo skuderiji Ferrari. Se spomnite, Charles Leclerc je dobil prednost pri novem pogonskem sklopu. Šel je čez tisto mejo dovoljenih komponent in zato bo začel tam, na dnu. Carlos Sainz mlajši bo prišel na vrsto čim prej, ko bo to mogoče. Ostale stranke dvomim, da bodo videle nov pogonski sklop, ampak v trenutku, ko je bilo potreba pokazati nekaj izjemnega, je Carlosu Sainzu mlajšemu uspelo. In zopet se je približal svojemu vodji Charlesu Leclercu. Če bo dirka uspešna, se bomo lahko začeli spraševati, ja, kdo je prvi voznik pri skuderiji Ferrari. Tisti, ki ga določa ekipa ali tisti, ki dosega rezultate na progi. A treba je poudariti nekaj drugega. Pri ekipi Williams, kot sem že omenil pri prejšnjih dirkah, so postali drzni. Videli smo, da so bili prvi na progi s pnevmatikami brez profila, kar nam kaže na to spremembo pri samem načinu dirkanja. Tvegali so in seveda dosegli enkraten rezultat. Ampak sedaj se moramo vrniti k tovarniški ekipi Mercedes. Najboljši na prvem delu kvalifikacij, najboljši na drugem delu kvalifikacij in na to so se spremenili pogoji na progi. Namreč Mercedesi s tistimi pneumatikami intermediate so bili bistveno hitrejši od vse konkurence. Ko so ostali natknili pneumatike z rdečo obrobo, Mercedesov ni bilo več zraven. Kar nam lahko kaže tudi na različne nastavitve bolida. Namreč ne Valtteri Bottas, ne Lewis Hamilton, kar na lepem nista bila več konkurenčna. In edina razlaga, ki jo imam, je pač ta, da pri Mercedesu so se odločili za radikalno drugačne nastavitve, kot smo jo videli pri vseh ostalih. Sedaj, oni imajo na razpolago bistveno boljše vremenske podatke, kot imam jaz. In oni vedo, ko vreme bo za čas dirka. In seveda lahko tudi tvegajo, ampak tukaj si tega ne smejo privoščiti, kajti Max Verstappen bo začel tam na dnu in Perez je bil vse prej kot konkurenčen na teh kvalifikacijah. Treba je poudariti, da tu smo videli tudi enkratno zrelo predstavo pri Lensu Strollu. Bil je bistveno hitrejši od Sebastiana Vettla. To kaže, da po času raste, kar je dobro. Mnogi ste lahko razočarani nad rezultatom Alfa Taurija. A za čuda oba voznika sta približno z enakim časom, kar zopet bi lahko pomenilo, da so bile nastavitve tisti ključni faktor. In to bomo sicer videli samo in edino na dirki, ali sem imel jaz prav, in bolj pomembno, ali so imeli pri raznih ekipah prav, posebej pri Mercedesu. A sedaj je čas, da si malček pogledamo ritem. In tu lepo vidimo, da razred zase, seveda tovarniška ekipa Mercedes ter Red Bull. Razlika med njima zanemarljiva. Treba je poudariti, da oba voznika Mercedesa bosta dirko začela pred obema voznikoma Red Bulla, kar je prednost, posebej Max Verstappen tam zadaj se bo moral prekleto potruditi. Nato imamo tisto srednjo skupino, ki je izjemno zanimiva in od katere lahko pričakujemo marsikaj, ampak če te podatki držijo, bo njihov zaostanek nekako prišel na dan skozi celotno dirko. Težko verjamem, da bi McLarenu uspelo ponoviti
predstavo, ki smo jo videli na veliki nagradi Italije. Lastnosti proge so preveč različne. Upam, da se motim, da ne bo pomot, ampak mislim, da bi bilo malce pretirano verjeti, da bi na primer Lando Norrisu uspelo ponoviti fantastično dirko Daniela Ricciarda. Na koncu tisti stalni akteri, kjer vidimo ogromen zaostanek na krog pri ekipi Haas, ampak to ni nobena novica. Ključni element dirke za veliko nagrado Rusije bo stanje na asfaltu. Namreč, ukolikor bo ta zahteval pnevmatike za mokro oziroma vlažno progo, bo v prednosti Mercedes. Ukolikor se bo linija usušila, bomo kaj hitro videli, da tista skupina zadaj ne bo več toliko zaostajala in lahko bomo videli zopet presenečenje, kar se tiče članov na zmagovalnem odru. Sicer dvomim, da bo Russellu uspelo obdržati tretje mesto in tudi oba v prvi štartni vrsti bi bila lahko ogrožena, ampak, kot sem rekel, imamo vremensko spremenljivko, ki lahko obrne vse na glavo. In pojdimo sedaj k tistemu zadnjemu delu, tisti strategiji. In tu priznam, da kot običajno računam na možne strategije s pnevmatikami za suh asfalt. Vem, vremenska napoved kaže, da bomo videli drugačen izbor, ampak tako se zadevo dela. En postanek je tista strategija, ki je najbolj verjetna in tu lahko vidimo dve varianti. Začeti na pnevmatiki z označbo soft, to se pravi tisto z rdečim napisom, in to tam okrog 20. kroga dati najtršo pnevmatiko, tisto z belim napisom. Druga, malce bolj fleksibilna varianta je začeti s pneumatiko medium in nato iti na tisto najtršo mešanico. Seveda, samo kot teoretični primer sem dal varianto tudi z dvema postankoma, torej na začetku in na koncu del dirke na najmehkejši mešanici, v srednjem delu pa tisto medium. Seveda, v komentarju bom primerjal to mojo napoved s tistim, kar bo nekako objavil Pirelli tik pred samo dirko, in tistim, kar bomo videli v resnici, čeprav, kot sem vam nekako namignil, tu lahko pričakujemo pneumatike intermediate ter full wet. Pustimo sedaj to pri strani. Kar se tiče zadnjega briefinga, je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.